Spoštovane gospe in gospodje, jaz vas prav lepo pozdravljam in se vam tudi zahvaljujem za vašo udeležbo na današnji tiskovni konferenci, na kateri bomo spregovorili o praznovanju našega 57. občinskega praznika občine Ljutomer. Veseli smo tik pred tednom, ko se bodo dogajale številne prireditve v sklopu našega praznika, seveda zahvaljujoč našim pridnim občankam in občanom, seveda vsem predstavnikom zavodov in pa tudi nekaterih društev, pa seveda še tudi predsednika obrtne zbornice v Ljutomeru, s katerimi smo skupaj pripravili kar pestre dogodke v sklopu naslednjega tedna. Zgodilo se bo malo manj kot 30 prireditev, tako kot smo vsako leto začrtali. Namreč spodbuda za to so zelo dobro obiskane prireditve v preteklih letih, kar pomeni, da smo seveda zastavili zelo dober program in seveda z ciljem, ki ga zasledujemo ves čas, da se naših prireditev čim več ljudi udeleži, aktivno, pasivno, da se imamo lepo, sodelujemo in seveda se veselimo rezultatu našega skupnega dela. Program smo zastavili od sobote 3.8. do sobote 10.8., ko je tudi zaključek. In sicer v soboto 3. avgusta smo dan imenovali otvoritveni dan. Tako kot je to tradicionalno, začnemo ob 9. uri nogometni turnir v spomin na Jožeta Lebarja Juša, ki se dogaja v športno-rekreacijskem centru v Ljutomeru. To poteka v organizaciji nogometnega kluba v Ljutomeru. Danes tudi predstavnika nogometnega kluba ni z nami, ker se je opravičil žal zaradi dopusta. Zato je mene prosil, da na kratko pač povem, kako bo potekal ta dogodek. In sicer so zapisali, da se bo v dopoldanskem času bodo številne tekme mlajših sekcij, medtem ko za veteranske in članske ekipe pa bodo izvedli zaradi visokih temperatur pozno popoldne. Pridružili se bodo tudi člani in pa veterani Lendavske nafte. Ob 14. uri je na gruntu tradicionalna kmečka tržnica, kjer bodo seveda ponujali domače specialitete, ki jo pripravlja tamkajšnje turistično društvo na Cvenu. Ob 19. uri bo odprtje likovne razstave v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru, o tem bom najbrž povedal kasneje tudi več prisoten gospod Pavličič, vršilec dolžnosti direktorja Splošne knjižnice Ljutomer, in pa ob 20. uri uradna otvoritev tedna občina Ljutomer praznuje. To prireditev v bistvu financira tako nogometni klub Ljutomer kot občina Ljutomer, saj želimo z glasbo vstopiti v naš pester teden. Zabavala nas bo skupina Magazin, predskupina pa bo Tropik. Tako da bo zelo po moje veselo in seveda so ljubno vabljeni vse občanke in občani na to zanimivo veselico, če lahko tako rečem. Nedeljo 4. avgusta smo poimenovali kot dan konjskih moči. Ob 13. uri bodo utrinki iz Vinske ceste Jeruzalem, kjer se bodo vršile vinske degustacije, prodaja avtohtonih spominkov pred letnim kopališčem v Ljutomeru. Ob 14. uri so tradicionalne kasaške dirke na hipodromu. Ob 16. bo seveda brezplačen vstop in voden ogled v Konjeniškem muzeju. Ob 17. uri pa smo za najmlajše pripravili deželo škratov, ki se bo pa odvijala v parku prvega slovenskega tabora. Lani smo začeli z eno zanimivo aktivnostjo, in sicer, da smo povabili vsa društva, ki delujejo na območju občine Ljutomer. Ko prebiraš te podatke, dobiš zelo zanimive številke, koliko naših občank in občanov je vključenih v različna dogajanja skozi društva. In nekje, jaz sem zbrala podatke, čez 13.000 ljudi je aktivnih v določenih društvih. To pomeni, da so nekateri seveda aktivni v več društvih, ne samo v enem, glede na število prebivalcev, ki jih ima občina Ljutomer. Tako da je v bistvu v ponedeljek 5. avgusta namenjen predvsem
otrokom v začetku, sicer po 9:30 uri bo delavnica za otroke na temo turizma v parku prvega slovenskega tabora, ker je turizem tudi pomembna panoga v občini Ljutomer, ki jo želimo razvijati, je organiziran posvet o razvoju turizma na območju krajinskega parka Jeruzalem. In pa, kot sem že omenila, povabilo društvom, ki delujejo na območju občine Ljutomer ob 17. uri, kjer bo seveda družabni večer. To je predvsem namen, da se družimo in pa tudi, da vsako društvo predstavlja svoje aktivnosti tudi drugim občankam in občanom, da prepoznajo njihov način delovanja in seveda tudi, kaj so sposobni vse narediti. V torek 6. avgusta je dan v parku prvega slovenskega tabora. O tem bi kasneje povabili predstavnika zavoda, ker je predvsem na temo, kar se tiče e-knjižnice in pa čitalnice za otroke ter branja poezije. V sredo 7. avgusta občina na prostem. To je pač dan, ki smo si ga zamislili pred 3 leti in poteka nekako tako, da se poskušamo tako občinska uprava, tudi občinski svet občine Ljutomer, potem tudi vsi zavodi in javna podjetja, ki delujejo na območju občine Ljutomer, približati našim občankam in občanom. Predvsej želimo vzpostaviti stik, se pogovoriti o določenih problemih, če pač nimajo priložnosti priti čez leto, da se odprto pogovorimo, da sledimo tudi njihovim pobudam, predlogom in seveda, da predstavimo novosti. Naj omenim recimo, da je občina Ljutomer letos tudi sprejela občinski prostorski načrt, vključili smo se tudi v prostorski informacijski sistem in to bi tudi seveda radi prikazali občanom, na kak način lahko spremljajo prostorske podatke o svojih nepremičninah in tudi druge preko spletnega medija. No, na ta dan seveda bodo tukaj predstavljali se tudi zavodi z določenimi novitetami in o tem bodo seveda sami več spregovorili na ta dan. Na ta dan je organiziran dan odprtih vrat na letnem kopališču v Ljutomeru in pa po popoldanskem času športni zavod organizira tudi zabavne kopališke igre, kar bo seveda kasneje več povedal tudi direktor zavoda. Zaključujemo pa ta večer z večerom skečev. Naj omenim, da bomo v sredo tudi imeli novinarsko konferenco, na katero vas že sedaj vljudno vabim, saj želimo predstaviti tudi dosežke, realizirane projekte in pa tudi plane za prihodnje. V četrtek je dan, ko želimo seveda posvetiti največ pozornosti gospodarstvu. Moram pohvaliti odlično sodelovanje Obrtne zbornice in pa tudi članov Obrtno-podjetniškega strateškega sveta, ki deluje na območju občine Ljutomer, saj za svojimi pobudami, predlogi dostikrat konstruktivno pomagajo pri razvijanju in pa implementaciji naših idej v našem prostoru. In ta dan je dejansko bolj ali manj v organizaciji Obrtne zbornice Ljutomer, zato bom kasneje povabila tudi njihovega predsednika, da podrobne predstavi ta dan. V petek je poimenovan kot taborski dan, saj v petek 9. avgusta je dan, ko občina praznuje svoj rojstni dan, letos 57. zapored. In osrednja prireditev je seveda, kot vsako leto, slavnostna prireditev, na kateri se podelijo občinska priznanja in nagrade. Ob 9. uri je spet, ker je pač to rojstni dan naše občine, dan odprtih vrat, kar pomeni, da imajo vsi, ki pridejo na letno kopališče, prost vstop. Letos imamo tudi eno posebnost. Občina Ljutomer je tudi pridobila kohezijsko odločbo za izgradnjo pomurskega vodovoda, tako imenovanega sistema C. In v petek se potem v 13. uri tudi predvideva slavnostni podpis izvajalskih pogodb, tako da bo to ena velika zadeva. Medtem ko se slavnostni podpis pogodb z ministrom, magistrom Dejanom Židanom, glede
nepovratnih kohezijskih sredstev predvideva konec avgusta. V soboto je tradicionalni sejemski dan oziroma tako kot tradicionalno naša zelo obiskana prireditev Prleški sejem po celem Ljutomerki in pa seveda v organizaciji turističnega društva Ljutomer, o tem bo kasneje več spregovoril tudi predsednik, gospod Valentin Odar, in pa ob 13. uri peta malonedeljska konjenica, vseslovenski pohod konjenikov, o čemer pa bo več spregovoril tudi organizator, ki je tudi z nami, gospod Anton Vrnja. No, v tem tednu, ko občina praznuje, so seveda vse prireditve, imajo vse prireditve naše občanke in občanje, seveda tudi drugi obiskovalci prostop. Razen to ne velja za vstop na kasaške dirke, izjemo predstavlja seveda ta vodeni ogled muzeja. Poleg tega pa imajo ugodnosti, ki pa bodo jih seveda zaupali predstavniki zavoda. Jaz bom samo omenila ugodnost, ki jo ponuja javni sklad za kulturne dejavnosti, ker gospa Žižkova ni z nami. Oni so pripravili ugodnost, da si kot novi abonenti zagotovijo po znižani ceni abonmajsko vstopnico za 5 predstav v žlahtnem abonmaju in sicer na sedežu javnega sklada ali pa na glavnem trgu, se pravi, mislim, da v eni turistični organizaciji, saj zdaj že drugo leto zapored, oziroma tretjo, poteka žlahtni abonma, ki je zelo obiskan in seveda je to kot neka ugodnost, da pridejo seveda ceneje do te vstopnice. Tako, to bi bilo z moje strani za uvod vse, zdaj pa bi povabila predstavnike, mogoče najprej predsednika Obrtne zbornice. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu Obrtne zbornice Ljutomer. Hvala županji, hvala občini za vsakoletno, ali pa zdaj že tradicionalno letno sodelovanje pri same prireditvi, organizaciji, izvedbi same prireditve. Letos še imamo dodatno, bomo rekli, ne samo prireditev tradicionalno obrtnik leta 2013, ampak podelitev in razdelitev tega priznanja. Letos imamo še čast, da praznujemo 45. obletnico vpeljevanja Obrtne zbornice. Te dni praznujemo 45 let od ustanovitve območne Obrtne zbornice Ljutomer, naše stanovske in strokovne organizacije ljutomerskih obrtnikov. Veliko je bilo v teh skoraj 5 desetletjih storjenega v pred slovenske obrti in podjetništva. Veliko tega pa nas bo družilo in povezovalo tudi v prihodnje. Obrtne zbornice Ljutomer. Želimo biti tako dobri, da bi vsi mali obrtniki in podjetniki postali in tudi želeli postati naši člani. Ko se borimo za izboljšanje pogojev za male podjetnike, se namreč borimo tudi za tiste, ki niso naši člani. Skratka, za vse. Želimo si in potrudili se bomo, da bi vsi mali naši člani ob ponudbi naših storitev začutili, da smo res njihova organizacija, katera se je postavljala na mnogo več časov, ki ni bil najbolj rožnat za obrtnike in podjetništvo. Želimo, da bi se zavedali, da sta Obrtna zbornica, kot tudi Obrtna zbornica Slovenije, organizaciji, ki sta vse skozi bili v rokah članstva in ne v rokah neke odkrojene institucije ali posameznikov, ki na vse zadnje vse skozi tudi vodijo in upravljajo sami obrtniki, člani sami. Naj bo naša območna obrtna podjetniška zbornica še naprej tisto mesto, kamor se obrtniki in podjetniki najprej zatečemo, bodo se takrat, ko potrebujemo strokovno pomoč ali pa takrat, ko se mora biti, zaželimo lep trenutek družabnosti ali pogovor s svojimi stanovskimi kolegi. Član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar mu je zbornica ponudila v obliki svojih storitev, ne dvomi, da je svojo članarino dobro naložil. Pri uresničevanju ciljev vašega podjetja ali poslovalnice potrebujete sodobno, prilagodljivo in zanesljivo območno obrtno podjetniško zbornico, ki bo prisluhnila vašim načrtom in upoštevala želje in razumela vašo vizijo.
v imenu Obrtne zbornice Ljutomer in seveda v svojem imenu vidno vabim vse obrtnice in obrtnike, podjetnice in podjetnike, upokojene obrtnike in obrtnice Obrtne zbornice Ljutomer, ter seveda vse občanke in občane občine Ljutomer, da se prireditve v praznovanju 45. obletnice delovanja Obrtne zbornice udeležite in s tem počastite to slavnostno razglasitev in podelitev častnega priznanja obrtnih leta 2013. Moram pa povedati tudi, da vabim enako dne 8. avgusta ob 18. uri pričnemo z okroglo mizo na temo, kakšna bo prihodnost obrti in podjetništva v mestni hiši, avtorjev mestne hiše Ljutomer. 20. pa je slavnostna prireditev praznovanja 45-letnice. Vljudno vabim. V bistvu to je kratkem vse. Županje, kaj pa občinska priznanja, to pa se zdi sme videti prej? Ja, lahko je skrivnost, lahko pa vam pove. Bomo vam povedali, ker bomo izdali novičke, pa bodo v bistvu že... Zdaj tako je bi vam povedala? Pa ja. Ja, na predlog občinskega sveta občine Ljutomer bodo prejeli priznanje športno društvo Strelec Grlava. Je prejemnik plakete z listino in denarno nagrado za uspehe v Pikadu. Potem pa na predlog občinskega sveta je prejemnik pisnega priznanja o 50-letnici delovanja bencinski servis Petrol Ljutomer. Po odloku imam tudi jaz pravico podeliti priznanja županje, pač najbolj zaslužnim. In moje priznanje dobijo gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer za 50 let uspešnega delovanja. Potem območna obrtno-podjetniška zbornica za 45 let uspešnega delovanja. Kulturno društvo Ivan Kavčič Ljutomer, gledališka sekcija za 110 let uspešne gledališke dejavnosti. Nogometni klub Ljutomer za 65 let delovanja v klubu. Monsignor Izidor Veleberi za dolgo let uspešno delovanje na humanitarnem področju. Potem gospod Andrej Grut za izjemne mednarodne uspehe v odbojki. Gospa Jožica Berden za aktivno in uspešno delovanje na društvenem področju in izjemno zavzetost pri izgradnji novega vaškega gasilskega doma in pa pri organizaciji regijskega srečanja folkloristov. In pa gospod Miro Valkoteč za skrbno vzdrževanje kulturne dediščine in ohranitev Miklošičeve domačije. Prosim. Hvala lepa predsedniku, sedaj bi povabila mogoče z desne direktorja lokalne turistične organizacije, gospoda Andreja Vršiča. Tak, lepo pozdravljeni v imenu Zavoda za turizem Eldov Kolekije Ljutomer, pa tudi svojem imenu. 57. občinski praznik bo lokalna turistična organizacija Kolekija Ljutomer obeležila z 3 dogodki, in sicer v nedeljo, ko je dan konjskih moči, bomo imeli pred kopališčem Jeruzalem Babi prireditev, ki je že zdaj 3 mesece v Jeruzalemu se seli dol v Ljutomer. Kaj te Ljutomere znam po vina in konjih, to nekako povezujemo in smo rekli, da bi bilo to smotrno, da nekako degustacije prenesemo v Ljutomer, Ljutomer kot mesto vina. In na voljo bo 5 vinogradnikov predstavilo, se pravi 5 vinogradnikov predstavilo svoja vina. Prodali se bodo avtentične spominki iz Prlekije, tu mislim predvsem z tematiko kasaštva, kajti dali smo delati nove spominke, obeske, tako da je to nekaj novega zdaj pri nas v prodaji. To bo vse, kot sem že rekel, pred letnim kopališčem. Potem bomo imeli ponedeljek zjutraj že 9:30 delavnice na temo turizma za najmlajše v parku prvega slovenskega tabora. Tu bodo mladi ustvarjali, se pravi risali, kolaže bodo delali, iskali bodo zaklad in kratek kviz bo za najmlajše, kajti nekako čutimo to, da bi začeli nekako najmlajše vplivati v turizem in jim nekako ozavestiti, kaj turizem je in kaj lahko jim še tudi prinese. Ampak, kot že rečeno, na taki pedagoški, andragoški način, primerno otrokom. Potem še imamo v sklopu Prleškega sejma v soboto postavitev Klopotca, letos bo pa to izvedlo turistično društvo Cven.
V sklopu občina se predstavi na prostem, to je pa v sredo, ob 11 uri pa bomo predstavili dejavnost našega zavoda, seveda skupaj z vsemi temi spominki, ki jih imamo, oprle, ki bodo tudi možnost kupiti, se bo jih dalo z 10% popustom, tokrat se pravi, to je naš doprinos k občinskemu prazniku. Hvala. Ega niste napisali na program? Ne, nismo napisali na program, tako te ugodnosti, to naj bo presenečenje. Ja, tako, ni treba vse pisati, ker ljudje so že tako preveč informirani, da ne pa lahko še kaj. Ja, pride do tega, ne, da bo kdo rekel, da je 100% popust. Da boljše, da jih potem preseneti, ne pozitivno preseneti. Pač nimamo taki pristop do strani. Hvala lepa, mogoče vaše vprašanje za gospoda Vršiča. Hvala lepa. Hvala gospoda Srečka Pavličiča, v.d. direktorja Splošne knjižnice Ljutomer. Hvala lepa, spoštovana gospa županja, ostali prisotni. Občinski praznik je priložnost, da lahko tudi v javnem zavodu Splošna knjižnica Ljutomer predstavimo nekatere dejavnosti, ki se izvajajo tekom leta ali katerim poudarek dajemo v kakšnih priložnostih. Kljub tematskim dnevom, mednarodnim ali državnim, ki se tičejo kulture, imamo pravzaprav v tednu občinskega praznika najboljšo priložnost, da predstavimo tiste novosti, ki jih naši uporabniki sicer dobro poznajo, širši javnosti pa so mogoče malo manj znane. V priloženi publikaciji imate v glavnem vse zapisano, s čimer se bo Splošna knjižnica predstavila, jaz bi pa tukaj izvzel še 3 zadeve. In sicer letošnja novost na področju knjižničarske dejavnosti je tako imenovana e-knjiga. Z 1. julijem 2013 so knjižnice, ki so imele seveda materialne in druge pogoje, pristopile v sistem Biblos, ki omogoča tudi e-branje, se pravi preko različnih medijev, tako imenovanih e-knjig. Mi bomo to predstavili najširši javnosti v kar se da uljudni obliki, tokrat v teh dnevih, in sicer s preprostimi prometnimi znaki bo vsak obiskovalec usmerjen tja, kjer bo naš knjižničar predstavljal e-knjigo oziroma način e-branja, elektronske oblike branja. To je novost v našem prostoru, mislim, da smo prvi od Ptuja naprej, ki se tega lotevamo tukaj konkretno in vabim, da se to ogledate, kako to poteka. Tisti, ki pa to poznate že iz tujine oziroma iz tujih knjižnic, pa vam je zadeva znana. Druga zadeva je, da bomo poskušali obelodaniti poleg zapisanega tudi eno drugo dejavnost, to je galerijska dejavnost, in sicer, čeprav to tukaj tako konkretno ne piše, bo to na naši predstavitvi vse posod dovolj jasno. Ker smo varuh premične kulturne dediščine, ki je v lasti in posesti lokalne skupnosti, lahko povem, da je to silno resna stvar, se gre za materialno obliko, ki bomo zapustili tudi tistim, ki vidijo za nami. Gre za zbirko umetniških predmetov, takšnih in drugačnih, ki se iz leta v leto povečuje, in ker smo v letošnjem letu imeli priložnost dobiti tega več kot običajno, ni šlo samo za nakupe, ampak je šlo tudi za ene druge vire, da smo tudi likovnih del prišli, bomo poskušali javnosti oziroma zainteresiranim predstaviti, kako se dopolnjuje, kako se ustvarja, kako pravzaprav bedimo nad kulturno premično dediščino v naši občini. V sklopu tega pa seveda odprta razstava. Namerno nismo zapisali, katera razstava, zaradi tega, ker govorim o mednarodni razstavi, o kateri še danes nima 100% potrditve, da jim bo uspelo iz neevropske države pripeljati v Evropsko unijo. Ko bo zadeva postavljena, bo seveda v galeriji, če pa do datuma te razstave ne bo, potem bo pa druga. Skratka, ta trenutek programsko poslujemo s Republiko Srbijo
in veste, da ni ravno enostavno prepeljati mednarodne razstave iz Srbije v Evropsko unijo. Kar se pa tiče prostih dejavnosti oziroma dejavnosti, knjižničnih dejavnosti na prostem, pa nadaljujemo z našimi tradicionalnimi oblikami, predvsem za najmlajše. Ne zaradi tega, da bi katero drugo skupino ignorirali, ampak zato, ker mlajši to hočejo. Pred leti smo bili prvi na področju knjižnice, ki se je selila na prosto, in sicer kar pod Hraste v prvem slovenskem taboru. Zdaj bomo to malce prilagodili času in prostoru. Če bo vroče, bomo malce lenarili pod Hrasti s knjigo v dobri družbi, seveda. Če bo pa malce bolj prijetno vreme, mislim, takrat bomo pa odprli tudi kakšno resno temo. Tam bo tudi naš e-knjižničar, ki bo za vse mimoidoče ali namenske obiskovalce pripravil tudi svojo predstavitev. Kar se tiče sodelovanja občina na prostem, smo seveda poleg s tem, da bomo imeli ves teden tudi odprte dejavnosti tukaj v hiši. Lahko povem, da je na ogled ta trenutek priložnostna razstava o Miklošiču, še vedno imamo namreč Miklošičevo leto. Potem je zgoraj otroška razstava na otroškem oddelku knjižnice. Predstavili bomo tudi letošnje novosti nakupa likovnih del. Tu ne govorim o pridobitvi, ampak o nakupu, ker tukaj nimamo druge možnosti, prostorske možnosti, kot samo to, kar sem pač povedal. In odprte bodo tudi muzejske zbirke, taborsko gibanje, Grossmanova soba in pa splošna muzejska zbirka Ljutomer, predvsem z namenom, da vse tri čim bolj približamo domačinom. Mi potujemo veliko, Ljutomerčani so z nami potem, da radi odidejo v svet, si pogledajo muzeje blizu in daleč. Marsikdo pa še danes ne ve, da imamo v Ljutomeru kar 2 oziroma 3 muzejske zbirke v mestni hiši. Ob tednu občine Ljutomer podarjamo tudi zastonj pisnino za članstvo v knjižnici, to je pač običajno, in pa ostale storitve, ki jih naši uporabniki že poznajo. Hvala lepa, če je to dovolj. Hvala lepa. Mogoče kdo vprašanje, kako za gospoda Pavličiča? Ste pripravili kar pestre dogajanje. Hvala lepa. Prosim gospoda Branka Žnidariča, direktora Zavoda za šport za izobraževanje odraslih in mladino. Spoštovana županja, ostali prisotni, hvala lepa za povabilo in hvala lepa za priložnost, da ponovno lahko sodelujemo v praznovanju 70. občinskega praznika. Mi imamo, jaz bom rekel tak, svet odvirno na specifiko naših dejavnosti, da pač lahko ob tej priložnosti še posebej podarimo nekatera področja, predvsem je tu mišljen seveda šport, s katerimi lahko popestrimo pač vsa ta dogajanja in pa praznovanja v sklopu vsakoletnega oziroma praznovanja občine. Tako se tudi naš zavod in Športna zveza Ljutomer pojavljata v sklopu praznovanj, mislim, da 5-krat, 6-krat, ali celo 7-krat, najmanj začevši s turnirjem, ki bo to soboto na športnem stadionu v ŠRC v Ljutomeru, kjer smo upravljalec objekta in je seveda objekt tudi sedaj v zaključni fazi obnove, za kar še velja posebna zahvala tudi župani, občinskemu svetu za razumevanje, da bo predvsem objekt garderob res sedaj zelo lepo in zgledno urejen. Nenazadnje je pa itak namenjen igralcem vseh selekcij nogometnega kluba Ljutomer in upam, da bomo skupnimi močmi tudi v prihodnje nadaljevali uspešno tradicijo igranja nogometa v Ljutomeru. Torej, pojavili se bomo tudi v ponedeljek na društvenem večeru, predvsem Športna zveza s posameznimi društvi, kjer bomo predstavili pač posamezne programe, novosti za jesenski del, kajti jesen se počasi vadba začne pomikati tudi v
pokrite športne objekte, se pravi v obe športni dvorani in šolske telovadnice okrog po vaseh občine Ljutomer. Potem sodelovali bomo s svojo predstavitvijo tudi na prireditvi občine na prostem, kjer ponovno pripravljamo družabne igre. Tisti isti dan bo potem seveda tudi neposredna vključenost našega zavoda tudi skozi dan odprti vrat na letnem kopališču, kar pomeni brezplačen stop za vse obiskovalce letnega kopališča, kar jaz mislim, da še bo posebno zadovoljstvo, predvsem če bo ustrajale takšne temperature, kot so napovedane. In pa potem seveda po danskem času isti dan tudi lotmet na vodi, se pravi kopališke igre, druge, po vrsti lansko leto so bile prve, visokih je bilo 14 ekip, kar je bilo za prvič za nas kot organizatorje zelo spodbudno in zato se seveda tudi veselimo že letošnjih iger, ki bodo tudi prijetna popestritev dogajanja prihodnje srede. No in pol pa je še taborski dan, se pravi v petek, 9.8., kjer je pa postal naš tek polnoleten, se pravi 18. taborski tek, nekod se je imenoval sejemski tek, in pa pohod po okolici Ljutomera. Pričakujemo tam nekje med 300 in 350 udeleženci, to je nekje so številke, s katerimi se srečujemo v zadnjih letih. No, v tem primeru se pa ne veselimo toliko visokih temperatur, bi se želeli nekoliko nižje, kajti teči pri 30 in več stopinjah ni enostavno. Vsekakor pa bomo kot organizatorji poskrbeli za to, če bodo temperature res še vedno ekstremno visoke, da bomo namestili dodatne svežilne postaje na sami progi, predvsem tisti ta daljši, kajti teki so pa seveda različni za vse starostne kategorije, od 250 metrov preko rekreativnega teka, 3-kilometrskega v absolutni moški in ženski konkurenci in pa potem do centralnega 8,5 km dolgega teka, ki tradicionalno poteka tudi na relaciji v Cezanjevce in pa nazaj. In ta slednji tek tudi šteje za točkovanje pomurskega in slovenskega tekaškega pokala, tako da upam, da se bojo tekači in tisti, ki so željni tekaške rekreacije, tudi ponovno v dokaj, bom rekel, visokem številu odzvali našemu povabilu in da bo to zopet ena prijetna popestritev petkovega popoldneva v Ljutomeru. Zadeva, ki sicer ne spada v sistem praznovanja, ampak imamo pač na Roniku, jaz mislim, da je tudi prav. V našem koledarju prijitev je pa še zadnji plavalni tečaj, ki ga bomo ravno v tednu praznovanja od 5. do 9.8. vsak dan ob 10. uri speljali na letnem kopališču v Ljutomeru. Seveda upamo, da se bojo občani, občanke in ostali, ki bojo pač kakorkoli prišli v Ljutomer, odzvali v čim večjem število na naše prireditve in pa seveda tudi na prireditve, ki jih pripravljajo vsi ostali. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Mogoče pa vprašanje za gospoda Žmiroviča. Pestro športno dogajanje. S velikim zalogajem. Hvala gospoda Valentina Odara, predsednika Turističnega društva Ljutomer. Gospa županja, novinarji in novinarke, prav lepo pozdravljeni v imenu Turističnega društva, predvsem pa pozdrav gledalcem, če gledajo to predstavitev. Kot smo že danes slišali, imamo kar veliko obletnic, visokih obletnic, tako tudi turistično društvo. Turističnemu društvu letos poteka že 29. sejem po celem Notmerki. Turistični delavci so pred 29 leti na spomin filmskih zapisov, katere je naš rojak Karl Grossmann posnel na začetku 20. stoletja. Takrat posnel 3 kratkometražne filme, Sejem, Odhod od Maše in pa Na vrtu, in v skladu oziroma spomin na to so potem turistični delavci obudili
to prireditev oziroma začeli s prireditvijo. Na prireditvi, katera se bo začela ob soboto okoli 9. uri zjutraj, bodo predvsem sodelovala društva, predstavniki domače obrti in pa ostali sejmarji. No, sedaj, ko smo se preselili iz starega glavnega oziroma tistega dela glavnega trga, ko je še ni bil v tej novejši podobi, na ta prenovljen trg smo prebudili sedaj oziroma rešili vse porodne težave, kar se tiče organizacije in pa logistike, tako da vse društva, turistična, kulturna, tudi letos bodo Prleški klub študentov se predstavljali pred blagovnico. Domača obrt, katere predstavniki se zadnja leta oziroma število predstavnikov se povečuje, so pozicionirani pred mestno hišo. Ostali sejmarji pa so razporejeni po glavnem trgu, po starem trgu, po Miklošičevem trgu in v zadnjih 2 letih tudi na bivši tržnici oziroma na parkirnem prostoru. No, skupaj letos pričakujemo nekje med okoli 120 udeležencev sejma, ki bodo pač predstavljali svojo ponudbo in pa dejavnost. V jutranjem delu, cilj sejma je predvsem druženje. In druženje bo se začelo, kot sem omenil, ob pol 9. zjutraj z našo godbo Napihala in potem bo potekal kulturni program do 1 ure in se nadaljeval z druženjem in pa z glasbo preko celega dneva do 1 ure zjutraj. Nastopili bodo 4 ansambli, tako da za zabavo bo poskrbljeno. Kar se pa tiče gostinske ponudbe, pa glede na to, da smo v Ljutomeru, ki je v bistvu ima zelo dobro kulinariko, predvsem pa vina in ostalo, kar smo že slišali, bo poskrbljeno in bojo gostinci poskrbeli za prazne želodce in pa žejna grla. Moram pa reči, da sem zelo vesel, da bo tudi na Prleškem sejmu hotel vsaj za en dan odprt. Toliko informacij. Hvala lepa. Mogoče kakšno vprašanje za gospoda Kodar? Kdo bo potem odprl? V zadnjih 3 letih zelo dobro sodelujemo s ponudnikom Terme Banovci in bodo oni imeli gostinsko ponudbo pred hotelom, na terasi hotela in dobro, da istočasno pač vsaj za en dan odprejo hotel. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Pa bom še gospodu Antonu Vrginu, turistično društvo Mala nedelja. Lep pozdrav vsem tudi iz turističnega društva Mala nedelja, ki letos pripravljamo že 5. malonedeljsko konjenico. To bo srečanje konjenikov praktično iz cele Slovenije, pridejo tudi iz daljne Bloške planine, potem verjetno tudi kaj iz Primorskega, Gorenjskega. Pričeli bomo ob 8. uri z izbiranjem konjenikov na Kmečkem muzeju Boršič v Drakovcih. Ob 9. uri predvidevamo odhod, pač spremstvo. Konjenici tudi kaj vozov mogoče, se lahko kdo tudi pelja. Ob 13. uri predvidevamo prihod na hipodrom v Ljutomeru, kjer bomo imeli 2 urni postanek, ki se lahko tudi obiskovalci gledajo konje, mogoče kdo jaha. Potem pa se vrnemo nazaj na zbor po drugi strani zbor proti Mali nedelji in s tem zaključna prireditev srečanja. Hvala lepa. Hvala. Še mogoče kakšno vprašanje? Jaz bi se vsem soorganizatorjem, če se lahko tako izrazim, res iskreno zahvalila. Mislim, da smo pripravili res pester program prireditev. Upamo in želimo si, da bodo čim bolj obiskane. In že sedaj iskrene čestitke
ob našem občinskem prazniku vsem občankam in občanom. Želim se seveda še naprej tako dobro sodelovati z vsemi zavodi, društvi in tako naprej. In seveda vsi vedno vabljeni na naše prireditve. Hvala lepa.